Nemalo prerešetane so po javni tribuni teze urada za verske skupnosti za načrtovani novi verski zakon. V Guličevem uradu prihodnji teden še na en posvet kličejo predstavnike verskih skupnosti. Potem se bodo odločili, kako naprej. Zame je bila idealna rešitev kot pravnika, če bi se uveljavil ti zakon, ki je bil v prejšnjem mandatu. Pomeni pravzaprav definitivni finančni zid med državo in cerkvijo. Ne, da država financira socialne, humanitarne in podobne dejavnosti, v okviru verskih dejavnosti pa dobijo verniki možnost, da namesto recimo 0,5% dajo 1%. Torej država ne financira verskih dejavnosti, sploh pa ne tako, kot je zdaj predvideno v osnutku oziroma v tezah urada, da financira verske dejavnosti ne glede na premoženje, ki ga določena verska skupnost že ima. To ne sledi odločbe Ustavnega sodišča, tako da kolikor ti zakon, ki je bil v prejšnjem mandatu predlagan in nastal v okviru budistične kongregacije, ne bi bil sprejemljiv, mislim, da bi bilo v bistvu bolj se zadovoljiti minimalnimi popravki, kot pa je to neke rešitve, ki so zdaj vsebovane v tezah urada in ki jih odločba Ustavnega sodišča ne zahteva in zelo verjetno ne bodo dobili politične podpore niti podpore večine verskih skupnosti. Urad za verske skupnosti bere odločbo Ustavnega sodišča preveč svobodno, preveč razkošno ali preveč radikalno? Ne samo to, urad gre tudi v enih delih odločbe ekstremno liberalne, pogoje recimo samo 3 za registracijo, v drugih delih v ekstremno konzervativne, recimo neposredno financiranje verskih dejavnosti brez premoženjskega cenzusa. Ustavno sodišče je celo reklo, da država ni dolžna podpirati finančno verskih skupnosti, kaj šele verskih dejavnosti. Tako da mislim, da zdaj prihajati v javnost z nekimi takimi tezami, ki bodo samo razburile javnost, zelo verjetno ne bodo politično podprte, mislim, da je kontraproduktivno. Tudi mislim, da tako kot je zdaj zastavljeno, da bi odprli dodatne probleme in da bi imeli to kvečjemu negativne učinke na versko svobodo dolgoročno, kvečjemu odprli bi polje zlorab, ne pa rešili probleme, ki so. Nam urad za verske skupnosti napoveduje nujne spremembe, nujne paragrafe? Torej mi ocenjujemo v Katoliški cerkvi, da nujne spremembe niso potrebne. Ustavno sodišče je v zadevi že odločilo, tako da se ve, kaj je potrebno storiti, ni potrebno nobenih novih zakonov sprejeti oziroma upoštevati samo to, kar je naročilo Ustavno sodišče. V Katoliški cerkvi ocenjujemo, da ni ustavno-pravne niti stvarne podlage za spremembo zakona, da morajo biti razlogi kakšni drugi. Večino krščanskih cerkva oziroma svet krščanskih cerkva, ki ima večino vernikov v Sloveniji skupaj z islamsko skupnostjo, je že povedal svoje stališče. Se pravi, da ni potreben nov zakon in da temu predlogu v bistvu nasprotujemo. Tako bi lahko razumeli, da gre za redefinicijo v smislu enačenja verskih skupnosti z drugimi svetovno-nazorskimi skupnostmi. Prav tako ni kompetenca urada, da se ukvarja z drugimi skupnostmi, ker je urad za verske skupnosti. Nedopustno pa je tudi enačenje z društvi ali na nek način enačenje in z drugimi podobnimi skupinami. Imamo zakon o verski svobodi, ki je evropski, ki upošteva evropska načela o verski svobodi, ki zagotavlja vse 4 dimenzije te verske svobode, tako da ocenjujemo, da bi ta osnutek, ki smo ga dobili na uradu za verske skupnosti, zožal pravice verskih skupnosti.